Absolutno, kot ti zdravnik reče, da si zbolel za rakom, je seveda prva misel smrt in to, kako boš pač to vse skupaj shendlal. Jaz sem takrat imela zelo malo hčerkico, prvo, stara je bila 2 leti in seveda mi je bilo to nekaj najbolj groznega, kaj se mi je lahko v tistem trenutku zgodilo. Ampak pa sem zelo hitro prišla do tega spoznanja, da bom pač glede celotni zgodbi mogla biti jaz tista, ki je močna, da bom mogla biti jaz tista, ki bom nekako zgurala to vse skupaj tudi za voljo drugih, za voljo svojih staršev, za voljo svojega moža, za voljo svojega otroka, predvsem zaradi tega, ker se mi zdi, da so vsi okrog mene potem v enem trenutku bili bolj prestrašeni kot jaz in sem jaz ugotovila, da bom zdaj pač mogla biti jaz tista, ki jih bo bildala, da saj to sem tako kot ena gripa, saj to bom jaz dala z lahkoto čez. In sem v bistvu potem takrat tudi to res brez problema, se mi zdi, da tako psihično vse skupaj zdržala, zaradi tega, ker sem imela skozi sama pri sebi nek občutek, da moram bolj biti tukaj za druge kot za sebe. Ampak potem, ko sem pa dala operacijo čez, ko pa raka ni bilo več, ko je bilo pa že vse tako, kot mora biti, ko se je vse zaključilo, takrat so se mi potem začele malo psihične težave v smislu, da sem bila razočarana nad reakcijo ljudi, ker sem se v enem trenutku počutila, da bi pa jaz lahko se malo ljudem smilila. Tako sem imela občutek, da bi bilo fino, da bi me pa kdo vse gledal kot neko žrtev, ne samo kot neko zmagovalko, ampak da sem si pač zaslužila to, da bi bila tudi jaz kdaj malo boga, no, ali kako ni to rečem. In s to mislijo sem se potem zelo dolgo časa ukvarjala. Sem šla takoj na psihoterapije in mislim, da mi je psihoterapeutka takrat zelo pomagala oziroma me pač usmerila v tiste nek prav način razmišljanja. No. Tako da jaz vedno pravim, kadarkoli se pogovarjamo, jaz pravim, da psihoterapeuti so za pametne ljudi, samo bedak misli, da bo pa problem rešil sam. Jaz nisem obremenjena s tem, da mene pač ljudje poznajo, zdaj čez dalje manj, zato ker so mladi že odrasli, ampak in da moram biti pač, ne vem, popolna tako ali drugače, nikoli nisem gledala, oziroma sploh pri tej pameti, ki jo imam zdaj, mogoče pri 20, sem bila obremenjena s tem, zdaj pa pri tej pameti, ki jo imam pa zdaj, pa pri teh življenjskih izkušnjah, se pa absolutno zelo dobro zavedam, kje mi je mesto in da pač nihče ni popoln. In se s tem res ne obremenjujem. To pa me obremenjuje, recimo, da ko sem jaz sama pri sebi v eni taki zelo slabi energiji, pa moram iti na oder, pa moram se delati tako, da je vse popolno. Zadnje 3 leta, ko sem non-stop delala predstave v teatru in dan za dnem sem imela zelo povišan kortizol, se pravi stresni hormon, zaradi tega, ker sem enostavno bila vsak dan v neki tremi oziroma v nekem pretiranem adrenalinu. In jaz mislim, da je to pri meni pustilo neke kemične reakcije v telesu, da sem v bistvu padla v enem trenutku tudi v eno tako obdobje, da sem doživljala neke rahle panične napade, pa mogoče malo neke anksioznosti in tako. Ampak jaz mislim, da je bila to dejansko vse, kako sem šla jaz potem brati, pa se pogovarjala za strokovnjaki in tako naprej. Jaz mislim, da je to bila vse posledica tega pretiranega adrenalina v telesu vsakodnevno. Absolutno jaz vsem svetujem, ki imajo na kakršenkoli način psihične težave, da grejo na psihoterapije, zaradi tega, ker niso ljudje zastonj se šolali, študirali v tej smeri, da pač pomagajo ljudem.